Občina Središče ob Dravi je vpeta med grčevnate Slovenske gorice na severu in reko Dravo na jugu, leži ob slovensko-hrvaški meji. Vinorodno območje se tam prepleta s kmetijskimi površinami. V občini prevladuje kmetijsko-predelovalna dejavnost in živinoreja, ob drobni obrti je prepoznavna tudi poljarni, kjer pridelujejo odlično bučno olje. V 5 naseljih živi nekaj manj kot 2300 ljudi, delež mladih v strukturi prebivalcev je 18%. Mladi se srečujejo v dvorani Sokolana, kjer imajo svoj mladinski prostor, v naselju Obrež pa so organizirani v mladinsko društvo. Aktivni so v turističnih, športnih in gasilskih društvih. Družabno življenje v Središču ob Dravi poskuša oživeti tudi kulturno-umetniško društvo Prasila. Vodja društva Helena Srnec razmišlja, kako je v občini z organiziranostjo mladih. Ja, zdaj v Središči ni nekaj mladinskega društva, mogoče v Obrži, ne? Obrž pa je tudi sosednji kraj Središča, tako da tam pa so neka kulturna mladinska društva. Jaz sem sicer več ne tako pod mladino skoraj, ne? Tako da ja, tudi v našem društvu imam večinoma starejše ljudi, ne? Mladih pa je tudi dosti in v Ljubljani in v Mariboru, recimo, kaj študirajo, pridejo za vikende domov, ne? Ko diplomiraš, so službe za mlade, je to garancija? Ne, služb ni, ne, saj to so meni že takoj rekli v bistvu, Helena, službe naš dobila, je pa projektno delo v bistvu, ne, tako da bo se verjetno treba v prihodnosti bolj na to osredotočiti, ne. In kakšno je vaše mnenje o projektnem delu in drugih oblikah dela, kot so pogodbeno pa... Ja, pogodbeno pa kaj takega, no, to so mogoče kakšne začasne rešitve, ali bolj v toti smeri, ne. Drugače pa kakšni projekti, ne, potem pa kakšna sredstva, da si pridobiš sponzorje, donatorje, kaj takega, ne. S tem bi se največ dalo. Pa so mladi dovolj aktivni, da si to pridobijo projektno delo? Ja, zdaj vam jaz lahko sam za moj primer povem, jaz sem aktivna in se trudim in se nekako odpirajo poti, ne. Tako da neke ideje priporočam vsem, da si izmislijo, potem pa jih izpeljajo, ne. Cilje si je treba postaviti, ideje je treba izpeljati, ampak to pa traja in to je delo, ne. Če pa ni denarja? Ja, glejte, vse od začetka bomo se vsi mogli čemu odreči malo pa zategniti pasove, ne vem, mogoče kakšen dan posta mezmes, ne, in podobno, ampak vseeno, ne, bo pa prišlo do realizacije. Včasih je bilo tako, ne, diplomiral si, pa te že čakala služba oziroma je služba te čakala še preden si diplomiral, ne? Ja, tega več ni in na neki nostalgiji pa vsem tem ne bi smeli živeti, ne. Moramo se znajti v tem času, ko smo, pa iz tega izhajati, ne. Tudi brez veze se sekiramo za prihodnost, ker če zdaj ne bomo aktivni, tudi prihodnost ne bo nekaj aktivna, ne. Tako da ja, življenje se začne po diplomi, bi jaz temu rekla v bistvu, ne, potem si nekako vržen v celi svet, nimaš izkušenj, to se mi zdi problematika današnjega šolstva, ker res, ko priješ, si nepopisan list v bistvu, ne. In naenkrat moraš dejansko pozabiti pa zavreči vse, kaj si se tam naučijo in dejansko se aktivirati v realno življenje, ne. To pa je res težko, ne, tudi sama sem htela, kako se temu reče, pač se vpisati za mladega raziskovalca, ne, ampak na SAZU-ju so me dejansko elegantno odklonili, da pač niso zainteresirani, mogoče čez 3-4 leta, ne, tako da to pa je resna doba, na katero se nekako ne moreš zanašati, ne. Potem pa se začne, kaj, projekt bomo speljali, seveda, ne, če zdaj inštitucije razne niso, zato pa bomo se znašli po drugi poti, ne, saj poti je vedno dosti, sam pač jih treba poiskati, pa po njih stopiti, ne. Potem pa kakšni razpisi pridejo v poštev in pa seveda kasneje donatorji, da se vse to skupaj spelje, se vsi vemo, da so pri financah ponavadi največji problemi, ne. Kje ste vi iskali te poti? Kje sem jaz iskala? Ja, začela sem na SAZU-ju, ne, potem pa sem se obrnila malo bolj v lokalno območje, ne, tako da, ja seveda, komu drugemu, ko recimo prleške občine, ne, ki bi lahko recimo v takem projekti videle kaj pozitivnega, ne. In res lahko jih pohvalim, vsi so se pozitivno odzvali, ne. In so me tudi pozitivno presenetili, tako da sem res hvaležna za to, da mi bodo pomagali oziroma so mi omogočili izid knjige, ne. Ustanovila sem tudi društvo Kut Prasila, torej izhajam iz lokalnega, ker je to dejansko izpeljan, mislim, beseda, ki jo je uporabil Martin Kojc, to je naš psiholog, katerega bom tudi obdelala v knjigi, napisala bom njegovo biografijo, upam, da mi bo uspelo v kakšnih 2 letih. Ja, v društvu pa dejansko pripravljamo vsak mesec bralne večere.
od 3 do 5 literarnih večerov na leto, pa potem septembra večer prleške poezije in vina. To upam, da bo postala stalnica, letos bo že drugič, lani sem tudi imela, okrog mislim, da je bilo 6 avtorjev povabljenih, ormoški gimnazijci so se tudi predstavili, pa seveda prleški vinarji, da jih ne pozabimo, ne. Tako da ja, letos pa bo tudi večer bo posvečen levodeteli, ker ga bomo tudi podelili mu bomo častno priznanje našega društva. Nastopili pa bodo njegovi varovanki v bistvu Petra Kolmančič in pa Blanka Erhartič. Ne. Bodo pa tudi objavljeni oziroma razglašeni rezultati literarnega natečaja, ki sem ga naredila za vse osnovne in srednje šole v Prlekiji, Prlekija moj dom. Tako da ja, bo luštno in zanimivo še naprej. Prej ste rekli, da so večinoma starejši vključeni v to. Koliko pa je kaj interesa med mladimi, da se vključujejo v take kulturna področja? Ja, mlade pa jaz zelo pogrešam, ne. Jaz sem recimo v društvu res najmlajša, potem pa 15 oziroma 20 let plus, ne. Zdaj pa še kakšno besedo o vaši knjigi, Prleška duša. Prleška duša, to pa je en projekt, ki je tudi zdaj dejansko nastajal vse od diplome, tako da dobra 4 leta. Zbranih je notri, mislim, da 115 avtorov, zdaj na zadnje, kaj sem štela, vsi vezani dejansko na Prlekijo, ali so rojeni tu, oziroma so pisali o Prlekiji, še vedno, ko so se izselili, ne, recimo tu imamo Jurčeca, pa kaj takšnega kot primer, še celo Freemasona imamo v Prlekiji, tako da ja. Potem drugi del sem naredila motivi in teme v Prlekiji, torej pokrajina, kako se kaže, Prleki, odnos do šole, potem moški ženska, odnos do vina, odnos do nasilja, odnos do krščanstva, na koncu pa še en del za otroke, otrok v srcu, srce v otroku, tu pa so zbrane basni pa pravljice izpod peres ali prleških avtorov oziroma so jih oni sami zapisali, ne. V Prleški duši ugotavljam, da je Prlekija zelo močna, v kulturnem smislu in pa vseh drugih v bistvi smislih, ker res imamo toliko raznih ljudi, od prvih filozofov na filozofski univerzi do prvih parapsihologov, res zgodovinarji tudi enkratni, ne, tako da res imamo fajne ljudi, ki jih je treba spoznati. Vse zato dejansko sem se zaradi tega lotila, ne. Htela sem spoznati svoje korenine, zdaj pa jih hočem deliti s svetom, ne, da tudi oni spoznajo in si mogoče lahko kakšen delček svojega mozaika sestavijo, ne, kot svoj. Rekli ste, da smo Prleki močni. Res je. Pa se to kaže v Prlekiji zdaj, v današnjem času? Ja, v Prlekiji veste, kako je, ne. Težje je, mogoče, ampak po drugi strani pa je spet ležje, ne. Zdaj večja mesta so že pogrupirani, nekako na to sem naletela, ne. Tu pa še vseeno so toliko odprti ljudje, ne vem, jaz sem osebno naletela na pomoč od vseh občin, vseh županov, tudi ljudje recimo na kjerikoli, ki se s Prlekijo dejansko ukvarjajo, ne, so mi pa tudi ponudile roko in pa zeleno luč pri mojem delu. Aktivni mladi. Vedno z večjimi ljudmi, ko sem se pogovarjala, sem dejansko prišla do nekega sklepa, da je vedno bilo isto. Vse je vedno bila peščica, ko je bila aktivna, pa je, ko je spreminjala oziroma se trudila, pa nekaj ustvarjala, ne. Vedno je peščica ljudi, ne. Zdaj lahko bi jih bilo več, seveda bi jih lahko bilo več, ne. Sam, saj pravim, mogoče pomanjkanje idej. Neko idejo moraš imeti in jo potem prav skušaš izpeljati, ne. Tak gre. To je tista aktivnost, ki tudi ti svoj cajt vložiš, pa tudi ti tisto znanje ostane potom, ne. Ker vse vsi vemo to, kaj smo se na faksi recimo učili za določene izpite, tisto, kaj nam je bilo pri srcu, tisto smo s sabo donesli. Kaj pa smo recimo kar tak imeli za obvezen predmet, pa tudi, kaj si se naučijo, pa si pozabijo, ker enostavno sej človeški možgani funkcionirajo tako, funkcionirajo, ne, selekcija se napravi in ja. Torej delati s srcem. Res je. Srcem in ljubeznijo, ker samo z tega se lahko pozitivno rodi, ker če pa si sovraštvo oziroma kajkoli tak nasajen, pa tudi rezultati ne morejo biti pozitivni, se meni zdi. Prizorišče koncertnega dogajanja in družabni prostor za mlade z bogato ponudbo različnih dogodkov je v središču ob Dravi že vrsto let pub akcija. O načrtih in dogajanju Saša Štampar, vodja lokala. Čez poletje načrtujemo kar nekaj koncertov, zdaj vsaj enkrat mesečno, ne. Pa tudi imamo degustacijo domačega vina, kulturne večere s Heleno Srnocove, sabralno-literarni večeri. Ja, pa te vsaki vikend nekši partije. Zdaj, če mislim, da lahko prijete na ogled starin, ki jih je kar nekaj za pogledati se, ne. Tako puno vsega.
Želite popestriti dogajanje v središču? Ja, normalno, ja. Vse za vikend, pa je več ljudi prišlo v središče. Ne. Kakšen je bil odziv mladine, mladih? Dober kot vedno, ja. Prije pa tudi starejši, tako da nismo zdaj, ko bi bili samo za ene, ampak lahko prije vsi pogledati, kaj se godi. Ja, v bistvu dolgoročni plan je, ko bi se hostel tu naredili gore, ne, ker gore je ful veki plac in se dela tudi na tem. O občinskem sodelovanju in podpori mladinskim dejavnostim župan Jurij Borko. Torej, kljub temu, da smo manjša občina, torej naša občina šteje nekaj manj kot 2300 prebivalcev, se seveda trudimo, pa zagotavljamo seveda mnoge zadeve, kajti nekako v mali občini, kjer se vsi poznamo, je potem to družbeno, kulturno življenje seveda pomembno. Zdaj, kar se tiče samih mladih, mi smo zdaj že nekaj 3-4 leta nazaj v naši največji dvorani Sokolana, v enem prostoru, torej omogočili mladim, da so si dejansko sami, malo z našoj pomočjo, uredili en prostor, kjer se zbirajo, temu bi lahko rekli, torej ena mladinska soba, kjer nikogar ne motijo in seveda to je en taki prostor, ki je samo za mlade. Drugače pa občina, predvsem preko razpisov, tako na kulturnem kot na športnem področju, humanitarnem področju podpira delovanje društev. Seveda v teh društvih je aktivno tudi veliko mladih in konkretno, če vam povem, pri nas imamo 20 društev, 2 gasilska, gasilsko zvezo, torej kar veliko društev, ki so v večji meri zelo aktivna. Prireditve so skozi vse leto, tudi nekaj prireditev, ki jih organizira občina, ta društva sodelujejo in mi potem skozi te razpise pri kulturi nekje 14 000 evrov razdelimo, šport 33 000 evrov, humanitarne organizacije okrog 2-3 tisoč evrov in pa potem še okrog 4 000 evrov na področju turizma. Torej tudi naše turistično društvo je zelo aktivno, veliko mladih privabi k prireditvam, tako da vsaj skozi društva smatram, da s tistim delom za osnovno delovanje kar pomagamo tem društvom. Potem, kar se tiče nadalje mladim družinam, recimo, mi imamo že od leta, kar smo torej postali občina, 2007, subvencije ob rojstvu otrok. Moram reči, da kar primerljive z drugimi ali pa v večji višini kot druge občine, torej prvi otrok 300 evrov, drugi 400 in pa tretji 500, tako da nekako ob rojstvu pomagamo tistim mladim družinam. Potem imamo, kar se tiče torej tudi razpisa recimo za podjetnike, predvsem za tiste mlade podjetnike, imamo vsako leto razpis, kjer dodelimo nepovratna sredstva. Mladim podjetnikom smo potem omogočili skupaj z občino Ormož ustanovitev mrežnega podjetniškega inkubatora, ki ga sofinanciramo občine, kjer v bistvu mladi podjetniki, predvsem tisti z idejo, z dobro idejo, s tistimi, ki seveda nimajo nekih sredstev, omogočimo kakšne pisarne, kakšne začetna svetovanja, začetne zadeve za podjetja, torej vse 2 leti subvencioniramo tiste prostore. Torej, tu je zdaj že kar nekaj mladih podjetnikov z idejami v tem mrežnem podjetniškem inkubatorju in moram reči, da so nekateri že uspeli prebrodili tiste prve težave, tako da se seveda na tem področju tudi trudimo. Potem imamo za mlade družine v odloku o komunalnem prispevku 70% oprostitev, torej za tiste, ki se odločijo za gradnje, kar je seveda izdatna pomoč, kajti vemo, tam komunalni prispevki za novogradnje, za hiše so tam ranga 3 do 4 tisoč evrov in seveda subvencija zmanjšanja v 70%, kar za nekoga dosti pomeni, seveda pa z dokazili o tem, da so mlada družina. Tako da skozi te zadeve seveda poskušamo zagotoviti neka sredstva, koliko se le da. Vemo, da seveda smo pri veliki investiciji v naši občini kanalizacije, čistilne naprave, kjer moramo seveda veliko sredstev vlastnih, ampak nekako te sredstev skozi ta leta nismo zmanjševali. Trudimo se potem tudi za zagotavljanje pogojev na gospodarskem delu. Tu smo, moram reči, manj uspešni, čeprav smo skozi občinski prostorski načrt dobili določene zemljišča. Seveda smo v fazi podrobnega prostorskega načrta,
Ker pa seveda z usklajevanjem z ministrstvi so nam naložene veliko študij, veliko stane, veliko časa in tukaj pa smo, moram reči, manj uspešni. Seveda naši mladi, predvsem tisti izobraženi, težko najdejo priložnost v našem kraju. Imamo nekaj uspešnih samostojnih podjetnikov, bližnje firme, mogoče v Ormožu, v Mariboru, v Ljutomeru, tako da večji del teh mladih seveda gre z tem strebuhom za kruhom, kot se reče, in išče seveda priložnosti v večjih centrih. Torej pomembno je, da neki ta razkorak med podeželjem, med centrom seveda zadržimo, čeprav po statistikah ugotavljamo, da so po vseh kriterijih te razlike iz leta v leto večje. Nekako so vsi ti evropski razpisi, tudi potem zakon o skladnem regionalnem razvoju govori o tem, da bi seveda morali razvijati manj razvita področja, te razlike manjšati, ugotavljamo pa seveda, kot sem prej dejal, ravno nasprotno. Mi moramo ohraniti podeželje, kajti podeželje nazadnje, če se bo vse več ljudi izseljevalo, predvsem mladih, bo težko obstalo seveda tudi sama krajina tiste značilnosti, tako da torej po svojih močeh moram reči, da koliko lahko spodbujamo mlade, spodbujamo nekatere programe, društva, dejavnosti, koliko pa smo uspešni, pa seveda ni odvisno samo od nas. Predvsem država bi tukaj morala jasno strategijo imeti, zadržati te mlade, zmanjšati te razlike v razvitosti in to bi bili potem pogoji, ki mlade pa tudi ostale seveda zadržijo v nekem območju. V zadnjih letih je iz Slovenije odšlo že veliko mladih. Mladi diplomanti težko najdejo zaposlitev v svoji stroki, še posebej to velja za tiste pogumne posameznike, ki se po študiju želijo vrniti v svoje domače občine in prispevati svoj delež k razvoju regije. Večkrat so prisiljeni sprejeti kakršnokoli zaposlitev, pretežno so to negotove začasne oblike dela, ki jim zagotavljajo le malo socialne varnosti. In tudi občina Središče ob Dravi ni izjema.